Moskonovi galeriji na Sevniškem gradu se slikarsko razstavo Sonce vstaja nad miti predstavlja Elena Sigmund. Slikarko, likovno pedagoginjo je z daljnega Smolenska, mesta v Rusiji, v Slovenijo pripeljala ljubezen. Primožila se je v Budno vas. Prvo samostojno razstavo v Sevnici je imela pred 3 leti, ko se je predstavila slikami vedut slovenskih mest. Tokrat v slikah obuja pozabljene korenine človeške zavesti, izpričane v mitih. Ta slikarski opus pravzaprav nastajal 2 leti, ampak večinoma del sem naredila v 2013 letu. Zagledati se v globine stoletij, spoznati izkušnje davnih prednikov, to je slikarko gnalo v mitologijo. Moj novi opus sestavljen iz 2 ciklov. Prvi cikl je poimenovan Bojanove zgodbe in je predstavljen pravljični ptiči mitološki, slovanski miti upodobljeni. Druga serija pa se imenovana Sonce vstaja nad miti in prav pove gledalcem o simbolike. S ciklom Bojanove zgodbe se je Sigmundova lani predstavila v galeriji Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani. Bojan je legendarni slovanski pesnik, goslač, knez, ki je živel v 4. stoletju in je prednik današnjih Slovanov. Svoja dela je zapisoval v runski pisavi, imenovani Bojanovica, razloži umetnica. Podobo je vdihnila še raznim drugim junakom iz davnih pripovedk in nam ob slikah zaupala, kako se je znašla v Sloveniji. Ko je pred leti s sestro postopala po Moskovskem Rdečem trgu, je turistu Franciju iz Budne vasi pri Šentjanžu porinila v roke fotoaparat s prošnjo, naj jo slika. Usodnega srečanja nista mogla pozabiti in končalo, ali bolje rečeno začelo se je s poroko. Elena je prišla v Budno vas leta 2009. Hitro se je vključila v tamkajšnje kulturno življenje. Je mentorica Artlipe, umetniške sekcije kulturnega društva. Mi imamo in mladih ustvarjalcev, pa tudi in starejših. Prejšnje leto ena naša članica šla na državno razstavo, tako da mi zelo ponosni na njo, to je Gordana Dobriha. Sigmundovo njena dejavnost v celoti izpolnjuje, tako da v majhni sredini ne čuti utesnjenosti. Jaz živim tukaj že 5 let in počutim sebe kot doma. Tako da te prve leta je bilo zelo težko, ampak sedaj se zelo fino počutim. Ob slikanju so njena velika ljubezen tudi vitraži. Največjega je naredila za nek hotel v Rusiji, ko je še študirala in meri 25 kvadratnih metrov. Pred 3 leti pa je delala vitraže za cerkev v Tržišču. Nažalost še ni tako popularna, kot je okrog po svetu, v bistvu večinoma popularna v Ameriki, v Rusiji, pa tudi v Evropi. Ampak jaz poskušam delati kakovostne vitraže in če dalje več ljudi zanimajo se za to umetnost. Vitraž je lahko lepo darilo, lep poudarek v opremljanju stanovanja. Pri izdelavi velikih vitražev ji pomaga mož Franci, saj je za obračanje težkih sestavljank potrebna moč. V tehniki Tiffany izdeluje tudi svetilke. Elena rada dela z ljudmi, zato v tej smeri načrtuje prihodnost. Jaz sem razmišljala o tem in verjetno bom organizirala bolj samostojno šolo, lastno šolo za ustvarjalcev, bolj povezano s akademskim študijem. Svojega poklica likovne pedagoginje pravzaprav še ni izkusila v praksi. Ne, jaz sem končala šolo, diplomirala iz Rusije in takoj po 3 mesecih že prišla v Slovenijo živeti. V teh nekaj letih bivanja v Budni vasi je že razstavljala vse posod od Ljubljane, Maribora, Rogaške Slatine, Celje, Kostanjevice na Krki. Še kje druge. Sedaj pa sem vzela 3. mesto na velikem natečaju Taste of Happiness. V Oxfordu se je dogajala, tako da tudi bom rekla v Londonu pa v Oxfordu. 3. nagrado mednarodnega natečaja Tears of Happiness oziroma Solze radosti ji je prineslo olje na platnu, ples s ptico sreče.